V imenu Jezusa Kristusa oznanjam evangelij in tebe prosimo, Kristus, da Svetim Duhom v moči Boga Očeta oznanjaš evangelij pri tej sveti daritvi. Kot vedno imamo homilijo, in sicer razlago Božje besede. In danes je pomembna stvar v tej pridigi to, da Bog rešuje, ampak naša volja mora biti vključena, svobodna volja. Obljube so 100%, vse se bo zgodilo in neskončne, za vso večnost in popolnoma. Ampak moramo priti k Bogu. Tako danes v prvem berilu prerok napoveduje obupanim izredno Božjo pomoč. Bodite močni, nikar se ne bojte. Obupanim Božjega ljudstva. Maščevanje prihaja, povračilo. On sam, vsemogočni Bog, bo prišel, da vas reši. In to velja za vsakega izmed nas. Ne bodite obupani. Bog je tukaj, da vas reši. In tu je zdaj naša vstopna točka. Da vstopimo k Bogu, svobodno voljo v mislih, besedah, dejanjih. Da verujemo oznanilu in da spremenimo svoje življenje. Ne grešimo. Tedaj bo hrom izskakal, kakor jelen, jezik nemega bo vriskal. Puščavi se bodo odprli, vrelci svoje, tam, ko je smrt, bo življenje. Tisto, kar ni bilo mogoče, je mogoče. Tako obljublja Bog, ampak ne vsem tistim, ki sodelujejo z njim, ki sprejmejo to oznanilo. Ko je nam bilo dano oznanilo Gospoda Jezusa Kristusa rešitve, mi ga moramo sprejeti s srcem, z ljubeznijo in z dejanji, dokazati, da smo kristjani. Zato hvali moja duša Gospoda. Zakaj? Ker on je že povezan z Bogom, že je prišel svobodno voljo do Boga in je videl Božje delovanje. Videl je Božje čudeže. Ko se sam spominjam nazaj, tudi lahko rečem, vidim Božje čudeže, vidim Božjo roko. Nisem zvesto hodil za Bogom, ne. Ampak koliko sem hodil, Bog je bil zvest in je delal res znamenja in čudežna, ampak tistim, ki so njega izbrali. Tako tudi v drugem berilu govori o tem smislu svobodne volje, namreč eni si niso izbrali bogatstva in te svetne časti in tudi mi ne smemo zaradi tega te ljudi izbirati, ki so si izbrali ta svetno močni, uboge reveže ali pa tiste majhne ljudi pa zanemariti. Zakaj? Mali ljudje so si izbrali Boga in ne sveta. In mi ne smemo ceniti sveta bolj kot ljudi, tudi ubogih, tudi nesrečnih, tudi če so stran od Boga. Ne smemo ceniti bogatstva, vpliva, politike, bolj kakor človeka. In med majhnimi ljudmi, tisti, ki so si izbrali Boga in ne svet, so majhni ljudje. Ker mi imamo samo dve možnosti. Izberemo hudiča, ki je gospodar sveta in vsega tega, kar nam svet lahko nudi, in ali pa si izberemo Boga in zanemarjamo svet. Ne želimo tistega bogatega življenja in ne vem, kariere, veličastne, ampak želimo biti poštenosti, čistosti, dobroti, ljubezni in želimo imeti Boga v svojem spoznanju in v svojem srcu. Vse to, kar je prav. Zato je drugo plačilo, ki se nam daje v tem, da se odločimo za Boga. Je drugo plačilo. Plačilo je notranja svoboda in mir v Jezusu Kristusu, odpuščanje grehov, opravičenost. Zanimivo je to in potem pride tudi vse drugo, kot pravi Jezus. Poglejte, zahodne krščanske dežele,
kako so se razvile. To je bil drugi duh in vse drugo je prišlo zraven. Kdo se odloči za Boga in ne za svet. Tako pravi drugi pregovor, pravi, za manj je čez noč trdo delati, kajti Bog daje zvestim svojim dvojni delež. Pravi, iščite Božje kraljestvo, vse drugo vam bo navrženo. Seveda v taki meri, da bo nam dobro, da bo naši bližnji pokriti in da bomo imeli še ljubezen do Boga in ljubezen do ljudi. Drugo plačilo je v Bogu. Bog sam plačilo naši duši, ki ima potem v sebi življenje. Ima mir in radost, če Boga prav izberemo in smo zvesti. Evangelij je pa prav tako ta vidik svobodne volje, odločitve do Boga, ko mu pripeljejo gluhega in nemega. Gluh in nem. In ga prosijo. Torej, imeli so vero v Jezusa, ljubezen na nek način, videli so njegovo delo in pridejo k Jezusu. To je ta svobodna volja. In ga prosijo, naj položi roko samo nanj. In tu je pomembno, da je tisti akt, da mi pridemo k Bogu svobodno voljo in svobodno voljo potem vztrajamo in potem vidimo tudi Božje delovanje. In na vso moč so strmeli, gledali, kaj je zdaj to. Vse je prav storil, da je bil zdravljen. Gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo. Ne gre za to, če se malo pošalim, da se je zmotil, da je malo zamešal. Ampak gre za to, da je prav storil glede na Božje obljube, da bo gluhi slišal, hromi hodil, da bo življenje, da bo Bog prišel v mogočno rešitvijo. Torej, to pomeni naš delež, naša lastna odločitev priti k Bogu. In ne, da se mi sami rešujemo. Ne moremo se sami reševati. Žal to ne gre. Priti k Bogu, izpolnjevati to, kar on pravi. Vendar je problem to, da ljudje nimajo pojma, nimajo predstave, ne vejo, kaj naj bi delali, ne vejo, kaj naj bi molili, ne vedo, kaj to pomeni, kaj ono pomeni. In je zato najprej mora biti kerigma. Nimamo ljudi, ki bi bili učenci. Kerigma je oznanjevanje osnovno. V Jezusu so nam odpuščeni grehi, po njem in za njim in v njem pridemo lahko k Bogu Očetu in potem v vso večnost. Torej, kerigma naredi potem lahko učence, da hodijo k njemu. Druga stvar je, prvo je torej oznanilo kerigma, osnovno oznanilo. Potem je lastna volja. K Bogu moramo iti k lastni volji, moramo mi priti k Bogu. Lastna volja in pa lastne volje v Božji besedi. Božja beseda. Mi izvemo oznanilo, gremo brati Božjo besedo, v kateri potem razmišljamo, zakaj, da lahko mi vzljubimo Boga, ko razumemo. Potem mi šele lahko verujemo, upamo in ga ljubimo. To je naslednja točka, recimo druga točka, naprimer, tretja točka, če je kerigma prva. In potem imamo pridemo k Bogu v mislih, besedah in dejanjih. V naših dejanjih pridemo k Bogu. Naslednja stopnja, da naše volje. In potem je šele kateheza. Torej gre za katehetsko tudi nedeljo, oziroma gre za, smo rekli, tudi nedeljo mladih. Ampak kateheza je še na koncu. Naš verouk je v bistvu kateheza. Ni pa tisto začetno navdušenje, da pomoči duha, molitve, damo v srce ogenj ljudi. Vse točke te, ki pa jih imamo, da bi pripeljali do ognja, do pravih učencev, pa morajo biti v Božji prisotnosti, v svetem duhu, na nadnaravni način, po milosti. Jaz moram priznati, zase sem se spreobrnil v najnižji točki mojega življenja, na dnu. Tam me je čakal Bog, in sicer po branju časopisa Mavrice.
v mojem 18. letu, branju časopisa Mavrica, in ta je bilo svetopisemska zgodba o Nabotu. In potem sem prešel na svetopismo, ki pa me je zelo nagovarjalo. Moja duša je začela živeti v branju svetega pisma. No in potem naslednja stopnja je bila obisk cerkve, ker sem v bistvu razumel, tudi na nek način, nekaj istočasno razumel, da je to zahodna civilizacija je sad katoliške vere. In zahodni svet se je najlepše razvil. Vsi hočejo priti sem, vsi imajo tu največje pravice. In moramo ohraniti katoliško vero, ker hočemo ohraniti našo srečo in srečo otrok. Da človek mora prehoditi na tej poti od Boga, od začetka k Bogu, ko pride cela vesolja, da pride do neke zrele vere in do informacij, ki so pomembne. Imamo pa problem ta, da naši oznanjevalci, tudi naši cerkvi, sami nimamo prave vere. Sami ne govorimo, da bi druge vžgali. Recimo duhovniki, nimamo ognja v srcu Božje ljubezni, ki bi lahko prižgal ogenj v srcu drugega človeka. Mene osebno v cerkvi nihče ni naučil, tudi na osnovi teologije, kako naj ljubim Boga. In nisem, moram priznati, srečal človeka, ki bi goreče ljubil Boga, da bi ljubil Boga. In zato je naša cerkev tudi v nekem padcu. Ne moreš nekaj dati, česar nimaš, ne moreš nekomu nekaj razložiti, česar sam ne razumeš. Moram pa priznati, da ne glede na tem, pač kot neke vrste mojega pričevanja v tej smeri, sem pa verjel, da je Božja pot prava, in to sem tudi oznanjal z gotovostjo, kljub temu, da nisem imel Božje ljubezni. In od teh mojih učencev sem začuden, so nekateri duhovniki postali po tistem mojem prepričanju, pa ne nekem ognju razumevanja, ki bi ga imel. Nekateri so diakoni, potem so pa razni pomočniki po župnijah, goreči kristjani, nekateri so doživeli neka znamenja v svojem življenju, izboljšanje življenja in so hvaležni Bogu in mu služijo. Čudim se potem torej, na kako mogočen način Bog pomaga in kako velik je, in se veselim in se še vedno prizadevam, da bi imel ogenj Božje ljubezni v svojem srcu, da bi lahko tudi drugim pomagal. Amen.